CryptoDCA. Zagotovo ste že slišali za to metodo, ki vedno bolj pridobiva na priljubljenosti med kriptovlagatelji. Pridružite se mi, da skupaj spoznamo, zakaj je temu tako in hkrati obelodanimo tako dobre kot tudi slabe lastnosti. Lep pozdrav in dobrodošli v seriji, kjer popolnim začetnikom pomagamo pri razumevanju kripta. Tokrat si bomo malce pobliže ogledali metodo investiranja, za katero bi lahko rekli, da je druga po priljubljenosti v kriptosvetu, in to je DCA ali Dollar Cost Average, ali če nekako prevedemo v slovenščino, metoda povprečnega stroška. Za vse, ki ste novi, imamo že video, kjer spoznavamo kripto-hodl metodo, imamo tudi video, s pomočjo katerega lahko določite svoj profil vlagatelja in seveda se obetajo še novi videi, kjer bomo spoznavali še druge metode, kot so inteligentni portfelji, staking in swing trgovanje. In da slučajno katerega ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa pojdimo naprej in si oglejmo CryptoDCA. Najprej, kaj je DCA? No, na nek način že samo ime pove. Metoda povprečnega stroška je naložbena strategija, ki vključuje redno vlaganje fiksnega zneska denarja v kriptovaluto v določenem časovnem intervalu. In to ne glede na trenutno ceno kriptovalute. Ta pristop vlagateljem omogoča, da vstopijo na trg s časoma in tako povprečijo svojo nakupno ceno. Cilj te metode je, da si vlagatelj zgradi položaj na dolgi rok. Pri tej metodi si vlagatelj recimo reče: vsak ponedeljek vložim 50 evrov v Bitcoin, ali pa vsak prvi dan v mesecu vložim 200 evrov v Ethereum. In katera so načela strategije DCA? Prvo načelo je redno vlaganje, torej DCA vlagatelji vlagajo fiksen znesek denarja v kriptovaluto v vnaprej določenih časovnih presledkih, na primer mesečno ali tedensko. Vlagatelji se pri vlaganju ne ozirajo na ceno, kar je drugo načelo tovrstnega vlaganja. To pomeni, da vložijo isti znesek dolarjev ali evrov, ne glede na ceno kriptovalute. Usmerjenost tovrstnega vlaganja je definitivno dolgoročna. Tudi tukaj se vlagatelji ne osredotočajo na kratkoročna nihanja cen. Definitivna prednost vlaganja preko DCA strategije je ta, da ima vlagatelj manjši čustveni stres in nižje tveganje kot pri enkratnem vlaganju, kot je na primer hodl. S to metodo se tudi odlično da zmanjšati vpliv nihanja cen. Če namreč vlagate v obdobju padajočih cen, kupite več kriptovalut za enak znesek denarja. Nasprotno pa, če vlagate v obdobju naraščajočih cen, kupite manj kriptovalut za enak znesek denarja. To vam omogoča, da s časoma kupite kriptovaluto po povprečni ceni, ki je nižja od povprečne tržne cene. Ena izmed velikih prednosti te metode je tudi preprostost, saj vlagateljem ni treba nenehno spremljati trga ali izvajati zapletenih trgovalnih strategij, in nakupi se lahko tako izvajajo tudi samodejno. Slabost te strategije pa je definitivno ta, da je vlagatelj deležen nižjih donosov med hitro rastočimi trgi. Tukaj je lahko tudi precej zamujenih priložnosti, saj če cene kriptovalut močno narastejo v kratkem časovnem obdobju, lahko vlagatelji DCA zamudijo priložnost za dosego velikih dobičkov. No, strategija DCA je dobra izbira za vlagatelje, ki verjamejo v dolgoročni potencial kriptovalut in so pripravljeni redno vlagati denar v daljšem časovnem obdobju. Ta strategija je primerna tudi za vlagatelje, ki želijo zmanjšati vpliv nihanja cen na svoje naložbe in se izogniti čustvenim naložbenim odločitvam. Vendar pa je tudi pomembno omeniti, da strategija DCA ni brez tveganja. Vrednost kriptovalut je lahko zelo nestanovitna in obstaja tveganje, da bodo vlagatelji izgubili denar. Preden se odločite za naložbo v kriptovalute in uporabo strategije DCA, je pomembno, da skrbno pretehtate tveganja in potencialne donose.
Pomembno je tudi, da vlagate le denar, ki ga omogoča vaša naložbena zmogljivost, ki smo jo izračunali v prvem videu te serije. Seveda, glavno vprašanje zdaj je, ali je kripto.dca zate. Na Kriptomatu smo prav zato sestavili vprašalnik, kjer boste lahko brez problema določili svojo naložbeno strategijo, ki bo ustrezala vam in vašim željam. Brezplačno si ga lahko prenesete preko povezave v opisu in pripetem komentarju. In smo zaključili s še eno strategijo investiranja, torej zdaj poznate HODL in DCA. Upam, da smo vas dobro informirali glede DCA strategije vlaganja v kriptovalute in da smo vam odgovorili na večino vprašanj. Če pa slučajno ostaja še kakšno neodgovorjeno vprašanje, nam kar napišite spodaj pod videom, pod komentarji in z veseljem bomo odgovorili nam. Vsekakor bi vam tudi predlagal, da se naročite na webinar, ki je za vas povsem brezplačen. Ta webinar se še bolj poglablja v svet investiranja, predstavlja težave začetnikov in ponuja tudi rešitve. Poznaš morda še koga, ki je komaj začel z vlaganjem v kriptosvet? Deli ta video z njim, da mu bomo skupaj tako pomagali pri boljših naložbenih odločitvah. V naslednjem videu si bomo ogledali strategijo vlaganja v inteligentne portfelje in sledili bodo videi še o drugih naložbenih strategijah. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.